Dragi gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v zadnji kroniki tedna v letošnjem letu. Kranjskogorski žičničarji so pridobili vsa potrebna dovoljenja za zagon obnovljene žičnice Brsnina. In to ravno pravi čas, ko je v dolini veliko počitnikarjev. Ta prvi moramo malo laufati, ne? Zdaj pa to traje na 7 sekund. Ravno v tem tednu smo dobili še zadnji dokument, se pravi obratovalno dovoljenje, in lahko smo zagnali novo vlečnico Brsnina. Prejšnja naprava je imela 500 oseb na uro kapacitete, ta nova jih ima 900. Dolžina je približno enaka, malenkost višje postavljena zgornja postaja, da se vlačila malo bolj umirijo. Pa to, da je pač ena osebna, prej so bili sidr, zdaj so pa krožnički. Mi smo z letošnjim letom zelo zadovoljni, dobili smo nov najboljši teptalni stroj, dobili smo novo vlečnico Brsnino, nekaj smo posodobili sistem umetnega zasneževanja, vse skupaj nekje okoli 1 200 000 evrov. Letos se izteka, lahko se pohvalimo, da nam je uspelo zasnežiti vsa smučišča od Kekca do Podkorena. Izvzeta iz dogajanja je pač na žalost Velika dolina, vendar se s tem ne obremenjujemo. Proge so odlično pripravljene, dnevno privabljajo številne smučarje in veseli smo, da jim lahko tudi preko praznikov ponudimo odlično smuko. Posebna zanimivost oziroma atrakcija je nočna smuka. Povedati moram, da na Silvestra, torej 31.12. ta sicer ne obratuje, vse ostale dni pa ste vabljeni, da se nam pridružite, in sicer na Kekcu, Veliki Mojci, zagnali pa bomo tudi Dolenčev Rud. Ob današnji slovesnosti bi rada izkoristila seveda tudi priliko, da vsem smučarjem voščim predvsem varno in pa zdravo novo leto, v prihodnjem pa ste ravno tako vabljeni na naša smučišča. Občina Kranjska Gora je za domačine in obiskovalce Kranjske Gore tudi letos pripravila novoletni koncert pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Ta je bil v četrtek v dvorani Vitranc. Zbrane je nagovoril tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Spoštovani obiskovalci, spoštovani gostje, nastopajoči, naš kapelnik, zborovodja, predsednik in vsi ostali navzoči. Lahko bi začel, tako kot je Branka rekla, pa domač, pa dajmo mečkam drugač. Predzadnja skladba je bila znane skupine Police, Every Breath You Take, in jaz mislim, da prav vsak dih je bil danes v znamenju dobre glasbe, mladih, nadarjenih glasbenikov, na katere je naša občina ponosna, da smo del zgodbe, ki jo skupaj ustvarjamo, da smo ponosni, kamorkoli z njimi gremo, in da res popestrijo vse te dogodke, kjerkoli se že pojavimo, in tudi današnji večer, tako čarobno prazničen, kot je čarobna Kranjska Gora v teh dneh, pomeni samo nekaj, da je to samo
češnja na torti v tem prednovoletnem vzdušju in verjamem, da ta koncert razveseli naša srca, pa ne razveseli tudi srca ljudi, ki v teh urah, dnevih pred novoletnem času delajo, ki trpijo po raznoraznih zavodih, bolnišnicah, zaporih, naši občani, za fante, ki se trudijo in seveda tudi dekleta v snežnih strojih, teptalcih, za snežnimi topovi, ki urejajo to našo Kranjsko goro, da se lahko turisti in gostje dobro počutijo. Naj bo ta koncert tudi za snažilke, čistilke, kuharje, picopeke in vse, ki danes v znoju in s potnimi čeli delajo za to, da se mi lahko lepo imamo. In jaz verjamem, da bomo še veliko takih večerov lepih skupaj doživeli, tudi novoletnih koncertov. Jaz res iz srca čestitam predvsem tej mladi energiji v orkestru, pihalnem orkestru Jesenice Kranjska Gora in vsem vam zaželim še res preostanek teh praznikov veselih in seveda srečno novo leto 2019 in seveda dobro počutje v naših krajih in v naših lepih koncih občine Kranjska Gora. Hvala. Dan pozneje, torej v petek, pa se je dvorana Vitran spremenila v zimsko pravljico. Nastopil je namreč ansambel Saša Avsenika, ob njem pa tudi slovenski oktet. Ljubice vesele so, ker fantje nanje čakajo, skupaj grejo v temno noč. Pokaj pa? Si zvestobo obljubljajo. Dvorana Vitranc v Kranjski Gori tudi včeraj ni počivala. Zasedle so jo igralke iz mjuzikla Menopauza in več kot navdušile občinstvo. Nastopile so Helena Blagne, Salome, Zvezdana Mlakar in Urška Vučak. Ne, nisem šla v Ljubljano k zdravniku, kaj, saj sem zdrava. Praznujem. Je kaj je zdaj to važno? Praznujem pač. Že 100-krat sem ti povedala, da ne delam videoklicev. Ne bom šla na botoks kozmetičarki frizerju zato, da bom 1 minuto na ekranu. Halo, Božo. Ja, živijo, jaz sem. Ja, jaz. Je tukaj. Da si grem kupiti spodnje perilo. Joj, veš, kakšno spodnje perilo imajo tukaj, tako čipkasto, pa vse se skozi vidi. Kaj? Indira Forca pa je zbrane v kranjskogorski dvorani Vitran zabavala že pretekli konec tedna. Ti so rajali v ritmih dobre glasbe in dobrega razpoloženja seveda ni manjkalo. Ono što slijedi, ajmo luke. Come on! Ej sad, kaže pjesma ovako, tako ti je mali moj, ti si meni samo broj. Aha, ne daj Bože da je broj, ne tako? Pripremi se, daj! Ti si luke! Rita! Rita! Come on! Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Silvestrovanje na prostem z ansamblom Igor in Zlati zvoki bo v središču Kranjske Gore potekalo jutri od 22. V Mojstrani bodo na trgu Olimpijcev od 22. silvestrovali z Zahod bendom. Otroško silvestrovanje pa bo v dvorani Vitranc v Kranjski Gori od 15. do 19. Pismo rosno, vsega je kriv poštar. Monokomedija Borisa Komala bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v torek ob 19.
Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne praznične dni, ki so pred nami in nasvidenje v novem letu. Pa srečno!